Zato, da spimo, pa da dobro spimo, se moramo počutiti varne. Če bi bilo to, da se otroci zbujajo po noč, težava, pa bi naša vrsta že davno nazaj izumrla. Barbara Cvetko, završnik. Začela sem z YouTubeom in sem nekako se počutila povezano s temi ljudmi. YouTube počasi pustila na stran, pa je pa v bistvu tudi moj notranji fokus vrnil na mojo hišo Firpca, ki na različne načine podpira starše pri razumevanju svojih otrok. Velike čustva so za ven. Kaj hočeš s tem povedati? V bistvu je rdeča nit te knjige ravno radovednost. Otroci niso moralno pokvarjeni. Nam se dostkrat, ravno v teh trenutkih, ki je njim najtežje, sprošta, to mi zdaj dela za nalaž, neka ideja ni dosti dobra. Poj so pa sledilci začeli dajati pobude, kaj pa če bi bil to in dogodek. Organizirala ja, izpeljala pa ne. Mislim, da je bil datum 9. marec 2020. To ne bi bile praktične delavnice, 8. marca se je pa zaprl svet. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Drugač me je res strah. Jaz sem bila cel cajt, sem bila tako, malo odmislila bo se danes, zjutraj sem se pa zbudila, pa sem tako, ne, zakaj sem jaz temu ja rekla? Tako negotovo je vse. Ampak če pomisliš, če so te pa strah, zares? Glede tega. Ne vem, nimam tako specificiran samo to, ker ne vem, v katero smer bo šlo. Sploh v kateri vlogi sem jaz danes tukaj, kva se bova pogovarjala, pa je pa to, kaj malo negotovo, pa ni več varno. Ja, štekam, ampak lahko spustiš. Vem. Lej, heavy metal. A res? Bravo, Madej, kjer kralj stari. To si ful dobro povedal. Ja, dejansko, še jaz kdaj, ko se usedem, pa danes niti ne toliko, ne vem zakaj ne. Mogoče zato, ker sem bil lih grem na to, mrzla voda, sauna, kombinacija, to je 2 ure, Ja. sam zame čas, zraven meditiraš, itd. Si deliva to strast. Tudi jaz obožujem savne, tako da Top. mi je bilo res težko, ker sem bila tako, zdaj sem mu to skrb dala, kako bo, ampak upajmo, da Ne, se da. nisi mi jo dala, nisi, ker sem good s tem, a veš, Ok. jaz razumem, da se te stvari zgodijo, pač Točen to. meni je bilo bolj tako, ok, ona je mene zdaj ob 11 čakala, zmenjena sva pa ob enih, a ne, ampak Nič hudega. dober, sej sva zelo hitro rešila, no. Ja. Kar se pa tiče podcasta, pa lej, mene zanima tvoja zgodba, se mi zdi, da to, s čimer se ukvarjaš, je nekaj zelo lepega. Veliko se bova pogovarjala danes o tem, kako lahko kot starši smo boljši. To tudi mene zelo zanima, odkar sem starš. In do zdaj vse goste, ki sem imel in sem se z njimi pogovarjal o starševstvu, sem od njih nekaj odnesel, ki sem lahko takoj doma implementiral. In zato sem hvaležen. Tako da, če mene vprašaš, zakaj si danes klej, zato da meni predaš iz prve roke znanje. Tako da no vprašaj. Ja, A ni veš? gruntavo. Če se pa zraven še kdo najde, ki se bo nekaj iz tega naučil ali pa nekaj odnesel, pa še to boljše. To je pa res. Ampak res, lej, tukaj si zaradi tega, kar si že naredila. Tako da danes nimaš nič za dokazati. Ok. Čisto nobenemu. Okay? Velja. Tako da, Barbie, jaz predlagam, da mi ti v svojih besedah poveš, s čim se zdaj ukvarjaš, Okay. pa bo pa malo se pogovarjala o zakaj, pa kako je do tega prišlo. Okay. Jaz se trenutno ukvarjam z mojo hišo Firpca, se pravi z eno spletno virtualno hiško, ki na različne načine podpira starše pri razumevanju svojih otrok. Pač to je moja želja, da bi jih znali, da bi jih zmogli bolj razumeti, da bi zmogli biti bolj radovedni do njih, ne tako, včasih gremo v tak napad, ko česa ne razumemo, nerazumevanje. Tako da to je moja vizija podjetja, če tako gledaš. Odpiram področja, se pravi spanja, samostojnosti, neodvisnosti, postavljanja meja, pa regulacije čustev. Wow. V bistvu so glavne zadeve, ki so tako istočasno največji problemi pri Največji starših. požari, ja. Ja, največji, Ampak, ko dobim pa feedback, koliko pomoč je, kakšne spremembe starši dosegajo pri celotni družinski dinamiki, so pa kljub temu, da so to najbolj
žareča pač področja, moja najljubša. Wow. To. Kako si se začela s temi tematikami ukvarjati, oziroma kdaj je bilo prvič mogoče, ki si nekako na starševstvo prešaltala v tej meri, da bi rada staršem pomagala, ker si ti ratala starša že prej? To je šlo tako spontano, res je bilo fleten. Jaz sem bila, se pravi, pred nastopom porodniške, sem delala kot specialni pedagog, pa pomočnik učitelja. Okay. Tako da sem bila že 7 let pred nastopom te vloge, se pravi starševske, že vpeta v otrokov razvoj. Sicer ne toliko fiziološki, ampak je to neko področje, kjer sem se najdla. No in potem je prišla pač ta moja deklica in jaz sem takrat tudi ustvarjala še na Instagramu, čistko oseben profil oziroma javen oseben profil. In po kakšnih 2 mesecih, tako ko se malo prebujati iz gune megle ven začneš, prav spomnim se, ene kroge sem ji naprintala, zaradi tega, ker nam je fizioterapevt rekel, da je fajn, da drži neko išče sredino, ki je bila malo asimetrična. In sem ji obesila tiste kroge, da je ona držala sredino, in poj sem pač ljudem povedala, zakaj sem dala kroge. Otroci oziroma dojenčki preferirajo okrogle oblike, ker tudi v naravi pač čisto evolucijsko iščejo okrogle oblike zaradi obrazov, ker pač krog pomeni varno. In to je bilo ljudem ful dobro. Ful so jim bili dobri ti zakaji. Meni jih je bilo pa tudi poj zelo noro dobro raziskovati. In to ta prvo leto, se pravi, za čas moje porodniške, sem jaz skozi servirala neke zakaje. Jaz sem se ful lahko svojo deklico povezvala na tak način, ker mi je bilo tako fascinanten en razvoj, ki je mogoče za druge ljudi tako samoumeven, se pravi fiziološki razvoj otroka. Zame pa zaradi moje pač poklicne deformacije pač ni bil. Pač to, da otrok pač zmore prijemati, posegati. To sem jaz prvič nekako bila dejansko tako konkretno v stiku s tem in je bilo res eno področje, ker sem tako ful začela žareti. Tako da za to prvo leto čist neobvezujoče, sam iz lušta, gušta in lepega pač delila te informacije. Poj so pa takrat, mislim, da sledilci začeli dajati pobude, kaj pa če bi bil to in dogodek, kaj pa če bi se spoznali, pa da nam ti v celoti malo to predaš, ker sem jaz prinesla iz svojega šolanja, pa ker sem se poj še predvsem dodatno naučila. Tako da sem organizirala kar velik dogodek, mislim, da je bilo vse skupaj 450 ljudi. Wow. Organizirala izpeljala pa ne, ker je bil planiran za, mislim, da je bil datum 9. marec 2020. 8. marca se je pa zaprl svet. In takrat sem jaz ostala pač spohan enimi kupninami. Veliko tega denarja pač je bilo tudi že porabljenega za materijale, to ne bi bile praktične delavnice. In sem pač iskala rešitve, kaj lahko naredim, da pač še vedno dostavim, kar sem obljubila, pa da tudi sebe nekako rešim iz tega dreka. Aj kul, če se... Valjda. Okay. Tako da je poj prišla pač na misel ideja o video vsebinah in je prišel ven prvi program o razvoju dojenčka oziroma o razumevanju razvoja dojenčka, bolj tako. Poj pa to nekako spontano šlo naprej, pač s tem, ko so moji otroci rasli, ko sem bila jaz v konkretnem stiku z novimi izzivi, sem na to poj ponujala odgovore in kar naenkrat je pač zdaj v 5 letih pač nastala to ena taka močna hiša Firbca. No. Wow. Kako si se počutila, ko si šla iz enega ekstrema, ki je bil, jaz sem lih kar 450 ljudi dobila, da bo prišel na dogodek, v drugega dogodka ne bo. In nič ne moreš narediti, da bi bil. Mislim, to je bilo res, mislim, da takrat za vse eno tako obdobje negotovosti. Ja. Ne spomnim se občutkov, ampak ne spomnim se, da je bil grozen občutek. Ker jaz imam neko veščino, da večji kakec, ki je, bolj sem mirna. Ne vem, kje sem to pobrala, ampak tako da vedela sem, da bo načrt, vedela sem, da pač zmorem to speljati, da sem ene par svetovnih vojen že skozi dala, da tudi to bomo, ampak ja, je bila pa itak pač želja s čim manj pač
ne posledica, ampak na čim lepši način pač priti skozi te izzive. Ja, Pa negotovo je bilo, ali bo to čez 14 dni pač spet možno, ali čez en mesec, ali skozi se je predstavljalo to, da. Kako so pa ljudje, se pravi tvoji sledilci, na to reagirali? Si tako čutila podporo? Ja. Ja, klej mislim, da se malo premalkrat zavedamo, kakšno moč imajo te ljudje, ki nas podpirajo na tej poti. In zdaj ti si začela kot ustvarjalka vsebin, praktično. Tako je. Videi, verjetno. Ja. Se mogoče spomniš, katerega leta? To je bilo, se pravi, to je bilo 2020, ki si hotela event delati, koliko cajta si do takrat že ustvarjala? Se pravi, 3-4 leta. Top. In ko si se začela s tem ukvarjati, kakšen je bil proces zate? A si imela kaj tega strahu pred nastopanjem? Tako, mogoče, da ti dam malo konteksta, veliko ljudi, a veš, pride do mene, jaz bi tudi rad začel, ampak jih je strah. A se spomniš ti mogoče, kako si se ti takrat počutila, pa zakaj si začela, če tam začneva? Ok, težke teme. Ja. Zame. Ja, začela sem z YouTubom. Se pravi, to so bili, takrat ni bilo niti Komotarja, takrat pač vlogi v Sloveniji so bili neobstoječi, pač res hecna stvar. Jaz sem takrat prosti čas, oziroma sem kar nekaj prostega časa preživela ob gledanju pač YouTube vsebin. Ne vem, koliko sem bila takrat stara. Se pravi, to je bilo 8-9 let nazaj. In sem nekako, sem se počutila povezano s temi ljudmi. Zdaj, če bi me 8-9 let nazaj vprašal, zakaj sem začela, bi bil odgovor čisto drugačen kot danes, ker zdaj je bilo pa zadnja leta ful enega kopanja, ampak zakaj si zares začela? Pač kdo je toliko presmuknen, da vzame kamero pa začne snimati svoje življenje pa kazati ljudem. Pač rečva Bob, to ni čist zdrava, normalna pač nek psihološki profil. Tako da jaz sem začela iskreno, mislim, da zaradi iskanja neke potrditve, da sem na pravi poti. Jaz sem imela ta obdobje faksa oziroma tega zgodnje odraslosti je bilo malo drugačno od večine, ker sem se redno zaposlila že pri 19 letih, se pravi, sem delala kot varuh otrok oziroma odraslih z motnjo v razvoju, izredno pa še študirala. Tako da vsi moji najbližji prijatelji so šli v Ljubljano žurati na faks, jaz sem pa delala nočne, bila ob epileptičnih napadih, skratka, imela tako res najboljšo službo, ker sem jih imela do zdaj, sicer tudi prokleto težko. S partnerjem sva bila takrat skupaj že nekaj časa in tako je bilo, a imava midva zdaj kar otroke počasi, ali kva narediva, grem jaz na faks, skratka, vse je bilo drugače, kakor pač pri ostalih. In jaz mislim, da je takrat prišla ta misel, ta globoka misel, a delam prav, a sem na pravi poti, a je okej to, kar sem. In pač iskanje zunanje potrditve je veliko lažje, kakor pa pač, da ti noter sam s sabo pač predelaš te stvari. In to je pač malo izjebanci, iz dolg časa so pač leteli ti videi brez neke strukture, brez nekega ritma, tempa, včasih 3 na mesec, včasih 2 meseca nobenega, in to je bilo obdobje nekih 2 let. Pa so se pa počasi začeli javljati sponzorji, oziroma se prav spomnim takrat, ko je Telekom pristopil, fenomenalno je bilo z njim sodelovati. In so pozvali, dajte vidva še Instagram profil odpreti. Takrat se bila kot Barbie in Matic, sva obadva najino življenje, kokar. Ampak bolj starševske teme ali takrat že ni bilo otrok. To je bilo čist... Lifestyle. Ja. Hudo. To so bile zajbancije, kuhanje, ne vem, pa sva šla, ne vem, na kakšno zabavo, maske. Še sama ti ne znam povedati, kaj je bila rdeča nit vsega. No. Zabavno, tudi zanimivo za pogledati nazaj. Ampak ja, tako površinska zadevšna. No, poj sva pa pač odprla še ta Instagram in takrat se je začela počasi tudi ta doba Instagrama. In sem potem še tam zrasla, YouTube počasi pustila na stran, pa je pa v bistvu prišlo to obdobje, ko sem tega prej opisala. Se pravi, da se je pa s prihodom otrok, tudi moj pač notranji fokus bolj obrnil na pač razumevanje otrokovega razvoja, na razumevanje zakaj. Mislim, se predstavljaš, da gotovo je tudi v tvojem dnevu ogromno enih zakajev.
Ja, in obožujem jih. Ja. Mislim, ni še toliko teh, ona še ni, ona je stara 14 mesecev. Aha. Tako da ni še zakaj, ne, ampak ima pa žena moja 2 nečaka, Aha. ki sta pa stara koliko 3 pa 6 in tam pa je zadnje 3 leta, zakaj, a ne. In kakor je včasih to mogoče naporno slišati, iz tega vidika, da kaj ti moram zdaj jaz vse razlagati, tako nima smisla, ne. Po drugi strani, ko malo pomiriš ta svoj impuls pa reakcijo, si tako, zakaj se jaz ne sprašujem večkrat, zakaj, a ne. In definitivno sem pol tudi sam začel v poslu, ko s folkom delam, pa to, jaz biti ta otrok, a ne. Zakaj je tako? Zakaj temu še verjameš? Zakaj? Ker dejansko te da iz avtopilota malo dol. Točno to. A ne? Ja. Tako da iz tega vidika svaka jim čast za te zakaj. A ne? Ja. Omenila si, da si na tej svoji poti pač, ki so sledilci rastli, pa to tudi verjetno nekako čutila, da se njihovo zaupanje do tega, kar delaš, veča, ampak si dobila to potrditev, ki si jo iskala. To, kar si rekla, neko zunanjo potrditev, da si na pravi poti. Ja, mislim, kako naj to povem. Dobila sem, kar sem iskala, ampak ni bil pravi odgovor. Ni bilo to, Ja. ne? Ja. Pač občutek ni zginil stran s tem, ki ti je ploskal 60.000 ljudi. Ja. To. Kaj pa je pol te gnal naprej? Kaj je bil tvoj smerokaz? Kako si se navigirala zdaj, ko ti ko lifestyle vlogerka rasteš, a ne? Kaj se je zgodilo, da si šla potem res konkretno zdaj bom pa jaz pomagala specifični masi ljudi, ki so v bistvu starši z otroki? Na splošno pač se jaz počutim najbolj nekako skladna sama s sabo takrat, ko pomagam, ko imam občutek, da delam dobro. A bilo to vedno tako? Ja. Ja. Ja, ker sem šla v bistvu, ja, že v srednji šoli se spomnim teh momentov, ampak kot najstnik sem bila jaz en tak. Upornik? Ja, tudi. Pač pester, intenzivna sem bila. No. Ja, škorpion. Saj sem še zmer. Ampak sem imela ogromno teh trenutkov. Poj sem šla v bistvu študirati najprej na zdravstveno nego, da bi bila diplomirana medicinska sestra. Tudi naredila 1 leto, pa sem pa šla pavzirati, ker sem čutila, da ni to. No, poj se je pa začela ta pot pač na področju pač teh motnje v razvoju, specialna pedagogika pa to. To je v bistvu tista rdeča nitka me najbolj žene. Se pravi, da sem najdla neko pot, kjer lahko prispevam, pa da prispevam na način, ob katerem še zmer žarim. Se pravi, da je to eno področje, ki se ne morem ločiti od njega. Se pravi, ki je en moj hiperfokus. Se pravi, če prav razumem, delaš zase, si neodvisna oziroma samostojna, kar se tiče podjetja, ne? Ja. Daj mi zdaj mogoče povej, da si bom znal bolj predstavljati, na kakšen način pomagaš ljudem. Torej, kako izgleda v bistvu tvoje delo? Torej, v večini trenutno najbolj razširjeno so ta video predavanja. Torej, programi, kjer zakupaš neko vsebino, neko temo, in te potem jaz tam podprem z vnaprej posnetimi videi, pa imajo pa različni programi še različne oblike podpore. Od Q&A-jev, Zoom srečanj, kjer odgovarjam na bolj konkretna vprašanja. Del tega dajanja nazaj oziroma prispevkov je tudi ta Hiša Firbca Instagram profil, kjer pa letijo ven čist pro bono vsebine. Potem imam pa še kakšna predavanja za kolektive, za večje skupine, individualna svetovanja, slikanico sem tudi izdala. Slikanico si mi prinesla. Ja. Velike čustva so za ven. Kaj hočeš s tem povedati? Na prvo žogo se zdi, kakor da je to knjiga o tem, kako je treba pač pustiti otrokom kričati sred trgovine. Ampak v bistvu je rdeča nit te knjige ravno to, radovednost. Se pravi, zakaj? Kaj je namen jeze, kaj je namen strahu, kaj strah hoče v tebe, kaj žalost hoče v tebe,
kako ga regulirati, pa kako ga izražati na katerokoli od teh treh čustev, čeprav so tudi bolj prijetna opisana, tudi ponos pa veselje, kako ga izražati na civiliziran, nazrel način. Se pravi, kaj je tisti cilj, ki ga želimo, oziroma tisti potencial, tisti dati nekaj na pladnju, pa predstaviti otroku, lej, tukaj sem le rabaš pridati. Wow. Jaz zaupijem, jezna sem in takoj se spomnim, da velika čustva so za ven. Torej, v bistvu že od majhnega učiti človečke, da ne držiš vseb in jim pomagati razumeti, kaj se dogaja. Ja. Ker sem slišal eno teorijo, da te tantrum se reče, no, ne vem, kako je slovenski izraz, travma. Čustveni izbruhi, ja, ki se dogajajo tam med 2. in 4. letom starosti, se otroci prvič soočajo, oziroma ne mogoče prvič zavestno soočajo z nekimi občutki, ki jih ne poznajo, in zato se aktivira strah, ki pol sproži ta respons, in da takrat je za starša najbolj, da samo pač otroka objame in je z njim v nekem varnem prostoru. Ja, super. Okay. Mislim, res so ta doživljanja za njih pač grozno intenzivna. In če želim, najprej je treba otroku pomagati priti ven iz tega. In to lahko naredimo samo tako, pač, da ostanemo mirni ob njim in da mu nekako, pravijo, držimo prostor za izražanje tega. Ja. Zdaj, bi pa vseeno še omenila, ker če bi me vprašal, kaj si mislim o trenutnem vzgojnem stilu, ki je prisoten, bi ti rekla, ni enega vzgojnega stila. Trenutno imamo, ne samo v Sloveniji, povsod po svetu, toliko vzgojnih stilov, ki jih še nikoli nismo imeli. Kar pa želim povedati je, da je ogromno tudi tako avtoritarnih pač vzgojnih stilov, se pravi, ti ne boš jokal, ti mi je zdal eno poritelj, kakorkoli, kjerkoli spektr tega zatiranja, ali pa omogočanje vsega in povsod. Se pravi, tistega, jezen si, permisija. Jezen si in zdaj ti bom jaz spustila, da ti kle sred trgovine, pač se cel svet prilagodi tebi in tvojim čustvom. Pač tega tudi ne želimo. To ni. Se pravi, umetnost starševstva je najti balans med temu držati mejo, držati v otrokah potencialu zrelega člana družbe, pa ne zatirati pač tistega ognja žarenja, ki ima v sebi. Ja, kaj torej meni kot staršu, pa vsem staršem, ki imajo, recimo, začnejo pri majhnih otrokih, torej tam do 3 let, kaj so neke stvari, na katere moram biti pozoren, in kaj je dobro vedeti, ko se lotevam starševstva, da mogoče že v teh prvih letih poskrbim, da grem po pravi poti. Mogoče prva stvar, ki mi pride na misel, je to, da bi bilo ful fajn, če vsi štartamo z res tako globokim zavedanjem, da otroci niso moralno pokvarjeni. Se pravi, nam se dostkrat ravno v teh trenutkih, ki je njim najtežje, sprošta odpor, to mi zdaj dela za nalaž, ali pa ne tako intenziven, mogoče ona zmore več od tega, se pravi, to, kar dela zdaj, je linija minimalnega odpora, neka ideja ni dosti dobra, se pravi, moralno slaba je in jaz jo bom naučil, pač kaj je prav in kaj narobe. To kot prvo. Kot drugo pa, da mogoče takrat, ko mi pozrcalimo ves ta nemir, da probamo stopiti malo stran od tega, pa iti v luči radovednosti v to, kaj se mu dogaja. In če zmoremo te dve stvari, takrat pa niti ne rabimo pač podpore z zunanje strani. Se pravi, ta radovednost do otroka, zakaj se mu zdaj to dogaja, kaj, kako, da ne jemljemo osebno njihovih nezrelih, neodraslih vedenj. V enem videu si rekla na Instagramu, sem ga počekiral, vsak zakaj ima svoj zato, kaj pa že ta druga, in vsak kako ima svoj tako. Tako, ja. Kaj si s tem mislila povedati? Ravno to. Se pravi, vsak zakaj, ali pa vsako neko vedenje, vsako neko nerazumevanje ima svoj zelo jasen odgovor, in ko imamo odgovor, ker res razumemo zakaj, pa pač tako spontano preleti ta kako, kaj narediti, kako se odzivati, kako reagirati na nekaj.
Se pravi, ti v bistvu, kakor zdaj dobivam feeling, prej si omenila, kaže, da se ukvarjaš z razvojno motnjo, ne? Ampak to, kar se zdaj pogovarjajo, v bistvu je čisto neko izobraževanje pristopa do starševstva oziroma do nobene motnje ni tukaj zraven razvoja. Ne? Ja. In ta del se mi zdi, da ne vem, kje bi ga sploh lahko dobil kot starš, razen v nekih knjigah, ki so že. Kar hočem vprašati je, kako jaz kot starš vem, komu zdaj zaupati, na kakšen način najdeti informacije, ne? Ker če jaz pač se sprašujem, zakaj, pa iščem ta zato, kdo mi ga bo dal. In je toliko solate, ogromen je tega. Ja. Ja. Kako vedeti, a izbiraš pravega podpornika ali karkoli? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da večina nas govori isti jezik. Večina teh, ki naslavljamo pač te izzive starševstva, mogoče pač tako strokoven odgovor bi bil, ne vem, pobrskati po pač zadnjih dognanjih stroke na področju razvoja otrok, vprašati ChatGPT-ja, še ne drugega. Kaj je pač tista rdeča nit, ki je trenutno, vemo, da najbolj vodi k tistemu optimumu odraslosti, poiskati pač si tako vas in pač se oborožiti s temi ljudmi. Tako. Bom še malo bolj provokativno to postavil. Zakaj bi ljudje tebi verjeli? Jaz mislim zato, ker je smiselno na koncu. Jaz si želim, da vsak, ki pristop kritično in ful spoštujem to, da me izzivajo. Če si gledal moje videe, imam rada, ki me izzivajo, ki vprašajo, ampak zakaj pa to? Res imam ful velik respekt do te kritičnosti, poskus razumeti na tak način, poskus delati na nek avtoritativen način. Si konec koncev jaz predajam tisto, kar je nekako prisotno v strokovnih krogih že 30 let, avtoritativno vzgojo. Se pravi, v eni roki meje, v drugi roki pač podporo, ljubezen do otroka. In nedvomno vemo, da je to za trenuten svet absolutno pač najboljša popotnica za otroke. Ni najboljša popotnica, rečemo, če bi se spet znajdeli v dobi industrializacije mogoče, kjer pač bi bile fabrike in pač pokornost, bodi tiho, delaj, naredi svoje, pojdi domov. Ampak za svet, ki se nam kaže, obljublja in v katerem živimo, je pa avtoritativen stil vzgoje pač dokazano nekaj pač, kar je od trenutno vseh pač stilov vzgoje, ki so se pojavili, najbolj optimalen. Ampak sicer pa pač poskus napaka. Ne probajo tako, kot se učijo otroci. Se pravi, poskusi eno stvar. Pa če ti zavibrira, če se ti počutiš skladnega sam s sabo, ko se na tak način odzoveš na otroka in marsikdo se bo, in če otrok ponud nazaj nekaj, kar te pogreje, obstaja dobra verjetnost, da je to en način, ki je čisto okej, če je prisoten. Do neke mere se mi zdi tudi, da je to, kar delaš, ker tudi sebe toliko noter daješ, a ne skozi svoj obraz, skozi svoje profile, neodvisno te stvari komuniciraš. Meni je to zelo všeč, ker tako na ta način vem, da ta človek res stoji za tem. Ne? In ko dalj časa človeka spremljaš, odkriješ to njeno avtentičnost, ki mogoče ti sama sploh ne vidiš. A ne? Če boš pa svoje sledilce vprašala, ti bo pa veliko ljudi rekel, zato te spremljam, ker si taka, ki si, in zato ti tudi verjamem. In veš, v obdobju človeštva, ki smo šli zdaj ven iz te faze, mogoče, ki te je vsak v bistvu hotel nategniti po domač povedano. In to ljudje, ki so ti govorili, obljubljali stvari, se je izkazali, da lažejo, da kradejo in take zadeve. Ne? In tako se mi zdi, da je ful pomembno zdaj, da gojimo neke neodvisne kanale, platforme, kakorkoli, kjer se to zaupanje ljudem vrača. Ne? In mislim, da kar se tiče starševstva, je to taka tema, da jaz sam zbiram goste za ta podcast na podlagi lastnega feelinga. In hvala Bogu, imam tukaj tudi Darjo, ki mi zelo pomaga pri tem, asistentka, z njo si bila na vezi, ki imava ta feeling zelo podoben. In če zdaj čist na tvoj primer dam, ki se pogovarjava o sami vzgoji, pa si omenila na eni roki ta permisivna, na drugi strani postavljanje meja.
kaj so bili najpogostejši izzivi, ki jih je ta pristop do vzgoje, ki ga zdaj omenjaš, rešil? Iz tvojih lastnih izkušenj, iz tvojih lastnih predavanj, torej ljudi, s katerimi si ti delala. Kako si ti videla, da so oni implementirali to in se je izkazali za dobro? Definitivno sodelovalnost, se pravi sodelovalnost na ravni celotne dinamike družine, se takrat, ko se upošteva, se pravi avtoritativno vzgojo, torej meje na eni roki, pričakovanja, v drug rok pa ljubezen, toplina pa odzivanje starša. To je avtoritativna vzgoja. Torej sodelovanje, samostojnost, neodvisnost otroka, samozaupanje, samozavest. Mislim, ti otroci, ne samo tiste, ki jih jaz spremljam že dalj časa, ampak nasplošno pač ljudje, za katere vemo, bodi si pač iz repertoarja pač ljudi, ki jih ti poznaš, ali pa če greš gledati pač strokovne znanstvene raziskave, so to ljudje, ki so v odraslosti pač najbolj nekako postavljene osebe. Postavljeni, fenomenalna beseda. Postavljeni v več vidikih pač celotnega življenja. Tako da ta balans ene in druge reš pač tisto, kar nam je trenutno pomembno. Se pravi to, da je oseba v odraslosti funkcionalna, da je zrela, da se odziva na druge, da je sočutna, da vidi, da je kritična, kreativna. To je meni nekako najbolj tisto, kar mi je pomembno, ker si želim zase, za svoje otroke in za ves svet, ki obdaja mene in moje otroke, če tako pogledam. A ti dam lahko en konkreten primer, pa mi mogoče na podlagi tega primera ful je pogost. Tudi po moje, da si kakšen video na to temo naredila. Se pravi, trgovina, si z otrokom v trgovini, otrok se odloči, da zdaj je čas, da se on vrže po tleh, zato ker mu ne kupiš igrače. To se pravi, to so ta leta 2 naprej. Kako v taki situaciji kot starš odreagirati? Na kratko povedano, prijeti otroka, pa ga odnesti ven iz trgovine. Zdaj, če se gre za intenziven čustveni izbruh. Se pravi, če ti kot starš prepoznaš, da te otrok ne registrira, da je res pač v efektu te svoje frustracije in da pač ne zmore priti ven iz tega. Jaz priporočam, da se otroka odnese ven iz trgovine, ampak ne iz razloga, takle ne moreš biti tukaj not, ampak prvo kot prvo, jaz se na odru, vsem na očeh zelo težko umirim. Se pravi, odstraniti otroka iz situacije v želji, da pač pride nazaj v ti svoj optimum. Drugo kot drugo, ker pa je pomembno, da damo tudi otroku model, pa zgled, pa izkušnje, da pač določeni socialni, družbeni konteksti pač imajo neka svoja pričakovanja, imajo neke norme, imajo pravila obnašanja. In pač kričati v trgovini ne moramo. Ne glede na to, kakšen argument imamo, koliko zelo si želimo, koliko zelo je otrok upravičen do tega. Ga odnesti ven na prijazen, na topel način, pa mu pač povedati, razumem, da si želiš, ampak tega zdaj ne bova kupila. Zdaj imaš pa tukaj prostor, da pač izčutiš pač, kar imaš začutiti. Wow. Ampak pač stojim za temu in zdaj je pa v tem kontekstu res je to situacija, ki smo jo že velikrat preigrali, v smislu pač teoretičnih preigravanj. Jaz trkam na les, pač sama sreča, pač še nisem imela te izkušnje, ker ne pomeni, da imam popolne otroke, imamo mi tudi druge izzive, ampak je pa zelo veliko lahko narediš s preventivo. Se pravi, spet, zakaj otrok pade ven v trgovini? No, to je moje naslednje vprašanje. Zakaj pade ven? Eno je, možnih odgovorov več, ampak kar se v resnici zgodi je, čustveni izbruhi so nezrelo izražanje frustracije. Se pravi, pride nekaj, kar si želim, želja, jaz dobim frustracijo, frustracija je res čustvo take visoke energije v našem telesu in ta energija meni pomaga dobiti tisto, kar hočem. In to je zdrav, to nočemo otrokom tega vzeti. Ti kot uspešen človek si predstavljam, da razumeš, zakaj je ta frustracija, zakaj je ta ogenj v tebi, se ga da zelo dobro, pa zelo lepo pač ponuca. Tako da ne želimo pač otrokom totalka ubijati frustracije, oziroma želimo, da jo čim večkrat preigrajo, začutijo, grejo skozi te poligone, da imajo pač čim bolj pač to pod kontrolo. Tako da, kje sem ostala? Trgovina, zakaj pride do čustvenega izbruha otroka? Okay, se pravi, pomembno je, da otrok ima
v svojem življenju ogromen izkušenj s frustracijo. Torej, da velikrat sliši besedo ne, da mu ni na voljo vse, kar si želi, da je v njem hrepenenje po nekaterih stvarih, da se pravi, to je za otrokov razvoj kritičnega pomena. A bi lahko rekel, da otrok ve, kaj hoče v takih primerih? A veš, pa sej prav, da ve, kaj hoče, točno ve, kaj hoče. A je to res, da on ve, kaj hoče, ali je to samo neka oblika, da se na ven kaže nekaj, kar se dogaja noter, pa otrok tega ne razume? Ja, redko kdaj se gre za guno igračo. Gre se za avtonomijo. Običajno je pač bitka za avtonomijo, oziroma običajno se pač ti čustveni izbruhi, bodi si v trgovini ali pa doma, zgodijo takrat, ko ima otrok občutek, da se z njim ravna kot z marioneto. Na nek način. Se pravi, izguba avtonomije, nimam možnosti kontrole pač svoje situacije, svojega življenja in potem pride pač tisti Franz Ferdinand, se pravi povod, ki pač butne vse skupaj ven. Tista igrača, tista bombonija ali pa neka čist banalna stvar, kakor je nočem rumenega krožnika, hočem zelen krožnik. Točno to, evo. Točno to. Kaj pa ta situacija? Ali pa ajde, zjutraj otroka peleš v vrtec. Otrok hoče dati gor ta umazano rumeno majico, ki je že v košu z perilo. Ti mu daš gor zeleno majico. Otrok, travma, noče, dretje, praskanje, grizenje, brcanje. Kaj v taki situaciji starš naredi? Kaj je najbolj za otroka, da starš naredi? Najbolj za otroka je, da starš se malo umakne iz ideje, da je zdaj njegova reakcija ključna za otrokov razvoj. Da to zdaj starš more absolutno popolnoma prav v tem trenutku odreagirati. Vse je kva naredi, konc koncev. Fajn je, da reče, ne, ostala bo zelena majica, umazanih stvari ne nosimo v vrtec. Če otrok je receptiven za pač pojasnevanje, karkoli lahko rečete, moja odgovornost je tebe pripeljati v vrtec takega in takega. Žal, razumem, da si jezen, da ti to ni všeč, ampak tako pač mora biti. Bolj kot to je pa pomembno, da si rečemo pač, zgodil se je izbruh za neko banalno stvar, zakaj se je zgodil. Se pravi, kaj v tistem jutru se je že dogajalo, da je pripeljalo do tega. In kle je tisti potencial, ki ga mi imamo, ki res lahko delamo stvari drugače. Pač res se gre za avtonomijo. Zdaj, to ne pomeni, da povzdignemo te male človečke na vrh piramide naše hierarhične strukture družine in da so oni odločevalci, ampak pač moramo se pa zavedati, da so še zmed ljudje, da imajo svoje potrebe in da pač potreba po avtonomiji, po kontroli je del tega, da si človek, da si bitje. In če otroka oropamo tega in jutra običajno za otroka so pač te dinamike, kjer so oropanje avtonomije, ostani zdaj, pa se obleci, zdaj najprej umiti zobe, ne, polno enega vodenja, da se mogoče rajš vprašamo, kje znotraj tega jutra jaz lahko dam otroku možnost kontrole. Kje so pač tisti momenti, kjer on je lahko pač v svoji avtonomiji, pa ne zato, ker mora biti, zato, ker si želi biti, ampak ker tudi pač, če mi želimo neodvisnega otroka, če mi želimo, da je on samostojen, pa moramo pustiti, da je samostojen že pri 3 letih, da izbere, kaj si bo oblekel. Pa tudi, če je božična majica sredi septembra. Je, pač to so drobne napake, to so drobne povratne informacije, ki jih bojo dobili z badanjem mogoče strani pač prijateljčkov v vrtcu, ampak to so izkušnje, ki jih potrebujejo. Zdaj, pri tistih situacijah, ki pa lahko pač imajo dolgotrajnejše posledice, takrat pa stopimo v svojo odraslost, pa rečemo, štekam, da si pač nočeš vsako jutro umivati zobe, ampak moja naloga je poskrbeti za tvoje zdravje. In to ni zdravo. To pa pač že moraš narediti. Lahko si jo umiješ sam, lahko ti pa pomagam. Eto pa imava avtonomijo. Kako pa je recimo avtonomija, a je tudi to avtonomija, da ti otroku rečeš, se pravi, ne vem, pejt si umiti zobe sam. Na kakšen način se tukaj kaže avtonomija? Pa bi mogoče raj prejšen primer iz trgovine uporabil, ki ga bo malo lažje preslikati. Se pravi, ko se to začne dogajati v trgovini, da mi nekako naredimo preventivo, da do tega ne pride, lahko otroka v trgovini zamotimo. Torej, pet iskati to, nekako mal na tak prefrigan način ga zamotimo, da on nekaj dela, da je koristen. Točno to. Se pravi, ne zamotimo. Čeprav zamotimo na nek način, ampak bolj
kako lahko on doprinese zdaj temu. To. Kje je zdaj njegov doprinos? Boljša beseda. Ker si želijo pač otroci si želijo biti del, pomemben del, smiselen pa koristen del družine. Naj se gre za obisk trgovine, pospravljena doma, oni pač v svojem jedru ne želijo biti neki v temu predavanju nerazvajenosti, imam eno tako fletno en primer. Otroci se želijo biti del ekipe. Želijo si biti na, igrišču rokometnem ekipnega športa, želijo biti del ekipe. Zdaj, otrok pri enem letu bo mogoče podajalec žog ali pa prinašalec vode. Ne bo imel neke noro ključne vloge, ampak bo del ekipe. Kasneje pač skozi višje bo hodil po teh stopničkah, kako še bolj koristen je lahko. Otrok ne želi biti na tribuni, na VIP tribuni s hamburgerjem v rokah. Mi jih pa tja postavljamo. Mi pa pač svet, družbo, vsak dan prilagajamo temu, da bi bilo otroku udobno. V bistvu si pa želijo doprinesti. Tako da točno to, trgovina, kako lahko doprinese. Pa ne, Ustavil te bom, ker se mi zdi pomembno. Zakaj to delamo kot starši? Zakaj jih postavljamo na VIP tribuno? Zaradi lastnega udobja običajno. Zaradi tega, ker je nam bolj udobno pač delati stvari namesto njih, kot pač jeti skozi frustracijo otrok, jeti skozi njihov tempo učenja, skozi njihove napake, skozi vse pač, kar prinese vse skupaj. Običajno pač njihovo neodvisnost dajemo na stran ravno zaradi pač želje po lastnem udobju. Ker se nam mudi, ne? Ja. Ker bi radi čim prej šli ven iz hiše. Tako, čisto zato sem vprašal, ker se tudi meni dostkrat zgodi. Pa ne samo z otrokom, tudi z ženo ali pa s komorkoli, da se mi kratko, ko se od nekam odpravljamo, ker gremo v neko tako vlogo, čim prej moramo iti. In pa se tako, kaj se tebi mudi, človek božji, ne? Ja, ok, do neke mere je prav, da si točen itd., ampak pri otroku pa res, po moje, da to je nekaj takega, kar moramo vsi starši ozavestiti, da ko se dogaja taka situacija, v kateri otrok lahko pripomore k situaciji, tudi če bomo zaradi tega malo bolj pozni, je še zmeraj zdravo, da mu namenimo malo več pozornosti, pa ne samo v roke, pa bom jaz to naredil. Pa to. Je pa zdaj tukaj ta točka, kjer te bom vprašal, ok, kje pa je zlata meja? Kje je meja? Kdaj pa je dovolj tega dopuščanja otroku, da sam, pa kdaj mi prevzamemo pol nazaj, zdaj to, zdaj bo pa tako, kot sem jaz rekel, a ne? Ok. Samo vprašanje dava na pauzo? Ja, komod. Ker mi je prišlo na misel, ko se spomnim, ko sem tudi jaz šla malo pokukati tvoje podcaste, sicer sem jih nekaj že prej spontano poslušala, ampak top, komod. Z nekom si se pogovarjal o stanju zavesti. Ne spomnim se kaj, ampak mislim, da si rekel, ja, da je zavest neka tema, ki ti je blizu, ki jo rad raziskuješ. Zelo. Sicer ne vem, v katerem kontekstu, ampak pač jaz kot nekdo, ki tudi zelo rad preuči oziroma raziskuje delovanje pač možganov, sem nekako familiar oziroma, kako se reče po slovensko. Poznam te alfa, beta, teta, gamma, delta valovanja. In vprašanje zate, v katerem valovanju oziroma kjer je tiste frekvence, v katerih misliš, da se otroci čisto naravno največ nahajajo? Zdaj teoretično ne poznam toliko teh izrazov, razumem iz tega, ko delam te power nape, binaural beats se reče, ki te pele, ne? Ja. Glede stanja valovanja, koliko si ti v nekak spancu itd. Okay. Teoretično ne poznam toliko izrazov, ampak bi rekel, da so otroci večinoma v nekem stanju kar ko rečem zdaj, ne vem, zakaj bom rekel. Alfa je sproščenost, beta je tisto odločanje, vožnja, to zelo radi delamo v današnjih časih, ta beta. Ja. Deta je, rečemo, hipnoza, je res tisto, takrat, ko smo ful v stiku s svojo podzavestjo, z nezavednim. Je kreativnost, je ustvarjanje. No, v temu bi rekel. Točno to. Se pravi, do 7 leta je otrok
večina svojega budnega časa v temu. Mi jih pa tišimo v beto, skozi jih tišimo v beto. Ne, v naše. V naše. Ja. In ni še ogromen študij z tega področja, ampak tisto, kar imamo, je pa to ni varen, to ne želimo delati. Wow. Se pravi, tega hočemo čim manj, ker se vsa ta anksioznost, ki potem pač, ne upam reči na glas, ampak tudi po nekih raziskavah ADHD in vse ostalo, ima nek izvor tudi v tem. Tako da je pomemben, mislim, otrokovi možgani znajo biti možgani. Tisti možgani, če hočejo biti v nekem počasnem tempu, ni to napaka. To ni evolucijska napaka, da je otrok počasen, da je fokusiran, da ima nek svoj tempo. In je smiselno, da tudi mi malo pač poberemo tega, pa se upočasnimo, pa pač jim dovolimo, ker je zelo zdravo za njih, da so čim več časa tam. Samo da prvo moramo razumeti, da prvo moramo vedeti, zato je tako pomembno se o tem pogovarjati. Tako da hvala ti za to, tudi jaz recimo nisem, je bil moj blind spot, ne. Da se malo ti spomniš, ok, otrok ne razmišlja, ne deluje tako kot jaz, njegovi možgani delujejo drugače. Zakaj jaz hočem njemu pokazati, da moji možgani delajo prav in njega potegniti na moj nivo, ker sva totalno v drugačnem stanju zavesti. No, tisto, kar trenutno vemo, je, da bolj, ko jih mečeš ven iz tete, pa bolj not v beto, bolj v fokus, bolj v to sedenje, razmišljanje, odločanje, analitičnost, logičnost, slabše je kasneje v kasnejšem otroštvu in v odraslosti to divergentno, kritično, kreativno razmišljanje. To zgubijo. Na račun tega, da lovijo naš tempo. Se pravi, tisti, ki so najbolj pridni v prvih razredih osnovne šole. Tudi ne moramo tako reči, zaradi tega, ker pač vsak živčen sistem je svoj živčen sistem. Se to, enim paše, ne? Ja. Enim res paše. Za ene je to hiperfokus, za druge matranje, za ene je pač. Kako je lahko igrišče enakovredno za vse otroke? Kako kot starši lahko poskrbimo, da razumemo, da tudi če imamo doma dva otroka, da sta te dva otroka lahko toliko različna, ne glede na to, da sta prišla iz istega semena, z istega izvora. Kako lahko že doma ugotovimo, da mogoče en rab tak način, drug rab drugačen način? Kaj lahko starši delamo za to, da bomo na to bolj pozorni? Zaprej usta pa gledajo, pač kar pokažejo, ker vedno mislim, neko evoluciji mora biti nekaj, ker pridejo vedno zelo različni. Jaz ne poznam staršev oziroma družin, ki preko, prvorojenc, drugorojenc, popolnoma enaka sta si. Oba dva super spita, oba dva to, pač enako. Jaz mislim, da pridejo tako različni oziroma da z nekimi svojimi značilnostmi pridejo z razlogom, ker da je tudi za nas starše pač. Da nas učijo. Ja. Deva se še s kakšno tematiko malo poigrati, kot smo se zdajle s to, se pravi z nekim čustvenim izbruhom v javnem prostoru. Rekla si, prej si omenila nek vmes, da delaš na samostojnosti. A lahko mogoče se tega dotakneva? Se pravi, kako otroku pomagati biti samostojen, pa kdaj je čas za to, da mu prelagati začnemo več odgovornosti? Čas, jaz mislim, da s tem, ko otrok začne posegati, se pravi, tam 3 mesece. To je pravi čas, da si rečemo, ok, kako bom jaz temu otroku pomagal biti čim bolj neodvisna pač oseba. Prvi korak je to, da tisto, kar otrok zmore sam, naj naredi sam. Mu dovoliti, mu omogočiti podporo, da pač lahko poskuša, da lahko poskuša z napakam, da kdaj tudi klecne nazaj, pa tega ne zmore, da to ni neko rigidno, ne vem, zdaj pa ti znaš hlače gor potegniti in nikoli več v življenju ne bom hlač gor potegnil. To. Jaz sem pri moji punci opazil, da ko se ji noga zaplete recimo v kakšno vrečko ali pa, mislim vrečko, v neki, da se noga ujame v nek trak ali pa neki, frustracija. Ampak jo pustim. Mali pač samo govorim, zmoreš priti ven sama, ne zmoreš, ampak pol na neki točki ji pomagam, ne? Ampak ne, da ji pa takoj vzamem, odvežem itd. Sej
v teh, se pravi, te frustracije ob tem, ko nekaj ne uspe, pač to je poezija oziroma dinamika celega otroštva. In čist prav je, da nas pokličejo, ok je, da nas pokličejo, ampak v resnici a nas kličejo zato, da nogo ven potegnemo, a zato, da sam toliko malo pomagamo zregulirati, da bo spet lahko sama nadaljevala. To oni v bistvu delajo. Bravo. Oni ne prosijo za pomagaj mi rešiti težavo, ampak pomagaj meni, da bom lahko še naprej reševala težavo. Tako da vse te frustracije, pa naj bo poseganje po igrači, ki jo otrok ne doseže, oblačenje, delanje domače naloge, pač naša naloga je podpora, je čustvena dosegljivost, je ta, pač zato smo mamice pa ati. Tako da tukaj oni rabijo podporo, tega ne zmorejo. To je tisto, kar se pač najkasneje pač razvije, ta čustvena samostojnost. Ampak ostalo, pa če jih malo potisnemo pač na temu področju, pa zmorejo ogromno stvari že sami. In tudi, če na ta način pristopaš, verjetno, pa mi zdaj na naslednjo tematiko skočil razvajenost, ne, to velikrat slišimo, razvajen otrok, sta mogoče nekako povezani, ne? Torej, da če mi začnemo delati stvari na mesto otroka, pa bom čisto iskren tukaj. Jaz, dokler nisem svojo ženo začel skupaj živeti, meni je mama vse naredila. Jaz sem edinc in ona je zame prala, pomivala, jaz presežem, jaz sem vse, kar sem rabo narediti, je vrst cuneke noter v košaro za perilo, pa že to mi je bilo kdaj težko, ne. In sem tako, ko sem sam začel te stvari delati, sem bil tako, wow, ker sem bil jaz razvajenček, ne, iz tega vidika, ne. Kar se tiče poskrbeti zase, za svoj biznis itd., klepa mi ni bil nikoli problem delati, ne, klepa fotar poskrbel za to, da sem jaz bil nekako na tem nivoju. Ampak dajva malo te dve povezati. Se pravi, samostojnost, razvajenost. Kako kot starši lahko poskrbimo, da otroci ratujejo samostojni, ampak da ne ratujejo razvajeni. Kako bi mi razvajenost pri otrokih objasnila? Zakaj pride do nje? Pač zdaj si omenil to, je mama delala stvari namesto mene. Se pravi, razvajenost ni, ko ne zdaj to povem. Karuizi. Ok je, če mama kdaj naredi namesto tebe. Pomemben je, da si ti neodvisen. Se pravi, to je tista meja med razvajenostjo, pa nekako mogoče zmeraj malo pocrkljati otroka. Ne? Otrok, cilj ni samostojnost, cilj je neodvisnost, jaz pravim. Ker beseda samostojnost delam sam, stojim sam in ne obremenujem nobenega s temu. Neodvisnost pa pomeni, nisem odvisen od drugih. Mogoče bojo prišli momenti v mojem življenju, ko bom rabil podporo, ali pa mi bo omogočena, ampak sem pa neodvisen pri spanju, obuvanju, oblačenju. Se pravi, zmorem tudi brez druge pomoči, ampak včasih pa pride, da še vedno pač poprosim za njo. Tudi, ko naslavljamo, zato ne maram toliko te besede samostojnosti, ker prvo, malo smo pobruhali vse, z njo mi želimo samostojne otroke, delajo sami, izolacija, individualnost. To je pač rdeča nit naše dobe, individualnost. Se pravi, ne obremenuj, ne bodi del, pač delaj sam, bodi samostojen. Neodvisnost pa jaz mislim, da bolj opisuje tisto, kar si mi želimo za svoje otroke. Da ni odvisen od drugih, še vedno pa je lahko del nečesa. Tako da mogoče najprej, da razmislimo o tem, kjera beseda bolj vibrira z nam, pa potem, če vzamemo, pismo, neodvisen, ni odvisen od mene, to je cilj, to pa zdaj nekako tudi bolj že kar čisto spontano vidim pot do tega, kako umikati svojo odvisnost. Ker samostojen, lahko si samostojen ali pa ne samostojen. Odvisen si pa lahko postopoma skozi manj odvisen. Zdaj, ali se gre za oblačenje, obuvanje, da se otrok spomne, kaj mora sabo v vrtec vzeti, kaj rab pripraviti za nek trening ali karkoli. Se pravi, da postopoma umikamo našo upletenost ali karkoli. Ja, ful dobro, to mi je res všeč. S kom sem že imel podcast, ker sva se pogovarjala dosti o moči besed, ne? In od takrat naprej sem tudi sam začel bolj paziti na to, kako besede uporabljam. Pa tudi še ena stvar kleja, ki se vsi starši lahko kdaj vprašamo, kako komuniciraš z otrokom, ne? Mi besede ven mečemo, pa sploh ne vemo, kaj nam pomenijo, ne? Govorimo isto besedo že 20 let in ko te po 20 letih eno vpraša, daj mi definicijo
te besede povedane. Uspeh je ena taka, ki jo jaz velikokrat slišim. Ne? Kaj si želiš? Želim si biti uspešen. Povej mi, kaj ti pomeni biti uspešen. Ja, uspešen pač. Ali pa. In samostojnost je ista. Ne? In tukaj ta neodvisnost ima zelo velik smisla. Neodvisen. Ja. Medtem, ko samostojen je samostojen. Torej, stojiš sam. Ja. Tudi razvajenost. Se ni neke temeljne definicije. Točno to je. Kaj bravo, je sploh razvajenost? Ker je, torej, ne vem, razvajenost je, pričakujem, da bo drug delal neke stvari namesto mene. Ampak zdaj to so področja, kaj, ali se to tiče glede skrb zase, ali ne vem, čustvene regulacije. Ja, da stvari, ki bi jih v teoriji lahko naredil sam, naredi nekdo drug namesto tebe. In pol kle povežemo zraven še malo ljubezni oziroma navezanosti, ugajalstva, ki je ponavadi pri takih materah, ki najbolj razvajajo otroke, najbolj pogost, ne? Ima pa na drugi strani pol tega ugajalca neizraženo jezo. Ima pa spet nov sistem živčen, novega človeka, ki je pa razvajanje otroka, njegov v bistvu pokazatelj nekega notranjega procesa, ki ni razrešen. Hranijo se ljudje s tem. Tako, ja. Tako, lastno vrednosti s tem ven črpajo. Ja, ampak to je kar velika odgovornost za otroka. To Zelo. je odgovornost, ki je pač otrok nikoli ne sme imeti. Pač skrbeti za pač čustvene potrebe starša. Pa bodi si, lahko gre v permisijo, lahko pa tudi v avtoritarnost, se pravi ta špartanska vzgoja. To je pa spet isto je. Mesto v bistvu permisija pa ta avtoritarna vzgoja pač v jedru isti. Se pravi, imamo nezrelo odraslo osebo, čustveno nezrelo osebo, ki pričakuje, da bo otrok pač poskrbel zanjo. In evo, od tega se pa loči ta avtoritativna vzgoja. Se pravi, meni je okej, če razočaram svojega otroka. Meni je okej, če mu ne ugajam, če sem včasih the bad guy. Ne v smislu zavestnega rabla, ampak okej je pač, če si razočaran nad mano. Ker je to moja naloga in jaz moram zdržati to tvoje razočaranje. To predvsem. In to tudi pomeni, da si kot starš postavljen. Ja. Torej, da imaš neko lastno vrednost, ki jo ne črpaš, pa pogojuješ s tem, kako te tvoj otrok vidi. Ful pametno. Ok, to mi je res všeč. Ena stvar mi je gor prišla, ker sam trenutno dosto o njej razmišljam, spanje. Torej, konkretno, klej bi rad, da se kar ustavlja in malo večji čas, ker vem, da ima veliko ljudi problem v narekovajih, s tem, da otroci po noči ne spijo. In istočasno bi pa jaz rekel zdaj, kjer imam jaz trenutno izziv, je pa kdaj otroka navajati, da spi v svoji postelji. Ker tukaj sem slišal zdaj že več teorij, pa me zanima, kako bi ti štartala v to tematiko spanja, kaj misliš, da je pomembno, da poveva na začetku, da poveš in bova iz Kleven pol izhajala. Ok. Kar se tiče sploh spanja, pač spanje je ena zelo intimna stvar za vse nas. Je pač tista ena taka globoka stvar. Zato, da spimo, pa da dobro spimo, se moramo počutiti varne. To zdaj ne pomeni, da otroci ne spijo, da se ne počutijo varne. Je pa nekaj, kar je ena taka boleča resnica, pač če bi bilo to, da se otroci zbujajo po noč. Težava, napaka, pa bi naša vrsta že davno nazaj izumrla. Ja, se to. Ker pač nažalost je to del biti otrok. Na vse zadnje smo pač bitja evolucije, stari smo že milijone let, če ne verjamemo v Adama in Evo, da se je pač dogajalo, da so se pomembne stvari dogajale že pred Homo sapiens in tako. In to, da pač otrok preverja bližino starša, da preverja svojo varnost, da so njegove potrebe pač pogoste, je pač nekaj, kar je naši evoluciji omogočalo, da smo prišli toliko daleč. Rečemo Bob, otrok, ki prespi celo noč, bi 200 000 nazaj zelo hitro umrl. Zelo hitro umrl. Ja. Bi ga pač bilo fletam pustiti nekje, se naspati in pač naša vrsta ne bi bila, kjer je. Ja. Zdaj svet je drugačen. Svet ni več tako nevaren, kot je bil. Pač problem pa je, da njihovi možgani tega še ne vejo. Jih pri 2 letih, 1 letu, 6 mesecih zelo težko pač prepričaš, da ni levo tam zunaj, da ni pošasti oziroma česarkoli.
Kar je tudi ful pomembno, če začneva govoriti o spanju, je, da tukaj je pa res področje, kjer se pokaže, koliko različne potrebe imajo, koliko različno velike kozarce imajo, kako različne temperamente, pa živčne sisteme, kako pač se odzivajo na ta svet imajo. Tako da so si zelo različni pri temu. In kako pristopati nekako do spanja? Kaj pa je nekaj, kar ne glede na potrebe otroka, lahko starši delamo kolektivno oziroma ne kolektivno, vsak za svojo družino, a ne? Nekaj tazga, kar bo otroku vedno koristilo, ko pride do spanja. Ok. Se pravi, to so zdaj na področju rutin in vsega skupaj. Kar je zelo smiselno, je, da je vzpostavljena neka pač predvidljiva rutina večera. Da je za možgane otroka, kot tudi za naše možgane, po večjih kanalih jasno, da je čas, da možgani preklopijo način delovanja. Se pravi, tukaj govorimo o svetlobi, o zvoku, o hrupu, o prehrani, o temperaturi. To vemo danes, da so stvari, ki res, take majhne stvari, ki delajo take nore spremembe tisti del dneva v možganih. Se pravi, pomembno je, da otrok v zadnjih urah pred spanjem ni izpostavljen pač tej umetni svetlobi, oziroma da če je izpostavljen, da je pač ta svetilnost pač čim manjša. To res doprinese do tega, da pač si otroci naravnajo ta svoj ritem. Se pravi, nobenih telefonov, tablic, risank. Zdaj, eni otroci spet, eni možgani so toliko pač prilagodljivi, fleksibilni, da boš pogruntal, da pač pri otroku niti ni pomembno. Da hkrati tiste 3 risanke pogleda, pa ni neke razlike v utrujenosti ali pa kvaliteti spanca. Medtem, ko spet drugi pač živčni sistemi nimajo pač veliko rezerve, pa ne pustijo pač veliko odstopa od tega, kar nam je bilo naravno več 100.000 let. Potem temperatura, da se otrok pač zvečer pogreje, se pravi topla banja, kopel, prehrana, se pravi s prehrano lahko ogromno naredimo, pridemo nasprot temu, da možgani spet začnejo preklapljati na ta pač noč bo, spustim melatonin, počasi bom zalaufal GABA, energične sisteme, vse te malo bolj strokovne stvari in to dosežemo pač v sklopu rutine. Druga stvar, ki je pomembna... Pri prehrani, kaj konkretno to pomeni? Kdaj zaden obrok, kaj je ta zaden obrok, to misliš to? Mislim, ne bom šla zdaj kle toliko v detajle, ker kle si želim, da bi imela obrami nekega bolj prehranskega strokovnjaka, ki bi pač povedal o glutamatu in vsemu, se pravi živila bogata, snovmi, ki nekako izvabijo oziroma podprejo izločanje melatonina, GABA sistema in tako. Kar je pomembno je, da je prehrana otrok tekom celega dneva bogata. Se pravi, če ti slediš nekim tistim znanim smernicam od stročnic, žitnic, mleka in tako naprej, bo otrok imel to pokrit. O tem je zelo dober govoril, ne vem, če si gledala ta podcast, pri meni je bil gost Eugen Benedik, doktor. Si gledala? Ne, ga pa poznam. Poznaš? No, je bil. Poglej si epizodo. Saj Lode so tudi o tem govorila, se ne spomnim, ampak lih to mi je bilo pri njemu najbolj všeč, ker si tudi ti zdaj rekla. Ena pest tega, ena pest tega, ena rokca tega, itd. Na krožniku mora imeti otrok pač poklukane vse. Ne vem pa za zvečer, ampak sorry. Tudi jaz, mislim, vem, da v programu imam referirane pač strokovne, tako bolj detailirane, ampak ker ni moje področje, ne upam zdaj na pamet več govoriti, kjero hrano. Druga stvar, ki je skoraj da ne še bolj pomembna, je, otrok mora iti v posteljo izčrpan. Pač tega danes ne vidimo več. Pa ne izčrpan od prilagajanja, od lovljenja tempa, ampak fizično pač izčrpan. Se pravi, ogromno, čim več proste igre, čim več gibanja, čim več, ne treninga nogometnega, kjer so pričakovanja in pravila, ampak res otroci še tekom pubertete, pa ne samo otroci, tudi mi, pač je res gibanje tekom dneva izjemnega pomena za to, kaj možgani pač po noč naredijo. Kako kvalitetno bo spanje. Tako da gibanje, obstajajo tudi neke raziskave, ki namigujejo na to, da je tudi gibanje tam nekje 2 ure pred spanjem. Se pravi, otroci
Otroci hodijo čez dan, pa se ogromno prilagajajo. V vrtcu so neka pričakovanja, tlačijo se čustva malo noter, v čustven nahrbtnik, pa pridejo domov, pa so spet neka pričakovanja. Skratka, imajo to čustveno vznemirjenost, je čisto okej, da je prisotna. Otrok se pa najlažje regulira preko gibanja. Se pravi, gibanje bo naredilo neko to katarzo te čustvene vznemirjenosti oziroma spraznilo ta čustven nahrbtnik vseh čustev, ki ga otrok nabere čez dan. In vidimo, da se otroci bistveno lažje umirijo, če k večerni rutini pristopijo že utrujeni, že gibalno pač izživeti ali kakorkoli. Ja. Tako da to sta rečemo dve stvari, ki naredita običajno res veliko razliko. Ker naša ta mala noče zaspati, ker rine dol z postelje, a je okej, da jaz njo pustim, da gre v dnevno sobo nazaj in jaz ostanem v spalnici. Jaz sem ji pač rekel, ko boš pripravljena za spančkati, pridi nazaj. Ampak to sem čisto tako naredil. Sem rekel, jaz se ne bom zdaj tukaj na silo gor na postelji držal, a ne? Ker ona hoče dol očitno in ji bom pustil, da gre dol. A je to prav, da to naredim, ali bi bilo bolj, da bi bil takrat bolj strog in pod nobenim pogojem je ne pustil več iz tega prostora, kjer je šla spat? Mislim, tako bom rekla, otrok običajno v teh trenutkih, ko opaziš nemir pri njih, rab sidro. Jaz si včasih predstavljam, evo, mogoče za čez vikend, z ženo pogledata film, kva pa že je, zdaj sem pa pozabila. Ta The Rock, Dwayne Johnson noter igra. In on ima Kaj je? Helikopter, konc sveta, neki. A ti veš, kjer film je? Dej vpiš The Rock. Prelomnica svetega. Los Angeles, ja. No, in tam je en prizor, ko on rešuje folk iz helikopterja in to bo vse umrl in on ima tam eno persono. On ima tam tako, jaz, ko sem prvič to videla, ta film, sem bila tako, to rabijo biti starši. In sem dostikrat na delavnicah tudi pač prikazovala ta posnetek ali pa vabila ljudi, naj grejo pogledati, kaj pomeni biti v čevljih odraslosti in zrelosti. Ker je tako, ni paničen, ni živčen, ampak ve kako in kaj in je sidro in ljudem mu zaupajo in res se počuti, res ima en tak safe, varno se počutiš. Vem, da je samo igra, ampak saj konec koncev tudi starši rabimo malo igrati, ker če bi šli po naših avtopilotih, mislim, da milenici vemo pač, kako bi bilo to za naše otroke. Tako da jaz mislim, da otročki takrat, ko so v temu, hočem prejeti, da rabijo eno sidro. Zdaj, na kakšen način ti prideš s to persono sidre, je meni čisto vseeno. Ali jo spustiš, pa rečeš, no pa pojdi, ali karkoli, je čisto vseeno, ne bo naredil pač ene bistvene razlike. Jaz sicer kot nasvet vedno dam, pa če se vam uspavanje zaplete, ne vem, na pol ure, 45 minut, prekinite, pojte v dnevno sobo, 15 minut igre, pa pridite nazaj. Ker je preveč za vas, preveč za otroke, pač malo reset vsega skupaj naredite. Zdaj te malenkosti, ali je okej, da jo spustiš, ali ne, pač pomemben je, da ti ustaneš v tisti pač energiji, da ti veš, kaj delaš. Če tudi ne veš. Pač. Suverenost je po moje to, kar si tudi roko opazila. Torej, jaz sem še zmeraj ka vod igre. Ja, tako. In moškem vam to pride ful spontano. Tako da se ne bati tega, tudi otroci res rabijo to. Ja, okej. Kdaj res dolg časa traja, da zaspi. In jaz se spomnim, kaj je bilo to na začetku, se pravi prve 3 mesece, pa par mojih par mojih prijateljev zdaj pričakuje otroka, in je ful tako, nočeš in sploh govoriti, kaj ne pričakujejo, ker je tako drugače. Slišiš to zgodbo, uno zgodbo, ampak moja izkušnja je bila taka, da jaz sem govoril, da mala spi cele noči. Če sprašujem mojo ženo, Ano, me je pogledala pa rekla, ja, spi, ja. In tukaj je ta razlika, da zdaj, pa ko se ona zbudi, zdaj pa tudi jaz to slišim, zdaj pa tudi jaz to čutim. Zdaj so zobki itd. In kar je najtežji v teh situacijah narediti, je sebe umiriti, skolirati. In se zavedati, da ni zdaj to kva se greš, da že zaspi, ampak je
zakaj, a ne? Ja. Od zadaj, ker se to dogaja in v tistih situacijah, le jebi ga, Jure, danes ne boš spal, a ne? Mogoče pa boš čez 15 minut zaspal, ampak ne rabiš nič narediti. Sam moraš biti pa zraven. Ja, je intenzivno, no. Je res. Za večino pač otrok, ki se zbujajo po noč, je to, ne za otrok, tudi za staršev, je pač to obdobje intenzivno in je pač prav, da jamramo in da damo to ven, pa da vemo pač, da ni z otrokom nič narobe. Zdaj če so neke rdeče lučke, da se otrok zbuja daljše obdobje na pol ure, da kriči v spanju in nemiren spanec, da se zjutraj zbuja totalka razštelan, da je čez dan vse podrt, takrat pojmo do pediatra, pa pač dajte odkljuka, da je vse ok. Ampak to, da se otrok v nekem obdobju zbudi 2-krat, 4-krat, 6-krat, 8-krat na noč, pa pač je del tega. Drugač pa kakor zanimivost, ki si povedal, da na začetku je bilo dojenček nisi slišal, zdaj pa slišiš. Za ženske je ta oksitocinski del, se pravi, ta povezanost pač prije ful bolj fiziološko, že zaradi pač poroda, podojev in vsega skup. Moški pa pač to povezanost oziroma oksitocin majčkam bolj gradite. In je čist pač smiselno, da pač da se vam ušesa majčkam bolj odprejo s tem, ker se pač ta navezanost toliko bolj intenzivno tudi zaradi pač feedbackov vzpostav. Zanimiv. Zanimiv. Ja, mislim, jaz tudi ogromno časa z njo preživim in uživam v tem, res. Tako se mi zdi, da je to zelo pomembno. Kar se tiče pa še za spanje, sem hotel eno stvar vprašati. Ja, jaz sem neko študijo prebral, oziroma ne vem, na kakšen način sem prišel točno do informacij, da naj bi do 7. leta bilo za otroka dobro, da spi v isti posteli kot starša. Kako si se ti srečala s tem področjem, mogoče pa kaj mi tukaj lahko poveš? Tako bom rekla, večino časa... Gabor Mate je bil, mislim, da kaj to rekel. Možno. Mislim, da je bil Gabor Mate. Možno. Zaradi te občutka varnosti, zaradi tega. Ja. Večino časa, odkar evolucijsko gledano, smo spali skupaj. Do pubertete v bistvu. Takrat je tisti pač, ko se čisto fiziološko otrok začne odcepvati. Tudi ogromno kultur, tudi razvitih kultur, pa če vedno vztraja pri tej dinamiki, Japonska recimo, je pač čisto popolnoma normalno, da otroci oziroma da obstaja neka družinska postelja, kjer otrok spi do vstopa v šolo. In Japonska je zelo razvita država in imajo tudi zelo dobre rezultate na področju pač čustvene zrelosti in tako. Tako da definitivno je moj odgovor, najdene se dinamika, kako odgovarja družini, je pa seveda pomembno, da se skupno spanje ne dogaja zaradi tega, da otrok teši potrebe starša. Se pravi, klepa je meja, ki jo pa moramo. Se pravi, to ne sme biti na pobudo starša, je pa okej, če ima otrok te potrebe po pač skupnem spanju. Tako. Se pravi, načeloma, ker recimo en čako dane, kralj, Vito, on gre sam spat. On je star 3 leta, on reče, jaz grem spat in gre dol v sobo in gre spat sam v svojo posteljo. In to je bilo meni tako absurdno, ker res kot tamal, brez mami ni šans. Do pozno sem spal z njo. In ne vem, zakaj je bila moja navezanost toliko večja. A je to, mislim, je to čisto preprosto zato, ker smo si po naravi tako različni, ali dejansko je bilo neki, zaradi česar se jaz mogoče nisem počutil varnega sam v sobi. Nočem zdaj krivice delati komurkoli, ali tvoji mami, ali te. Mislim, lahko je karkoli, lahko pač, da so bile tvoje potrebe po tem, da se počutiš varnega to, da rabiš fizično prisotnost nekoga. In to je čisto normalno. Lahko pa včasih se pa zgodi takrat, ko je pa neka negotova navezanost vzpostavljena med otrokom in staršem oziroma skrbnikom in staršem, da otrok, takrat, ko otrok ne počiva v ljubezni, se bo boril za njo. Se pravi, če on nikoli nima občutka, da je ljubezen, da je varnost, da je bližina samoumevna, se bo vedno pač zahteval to. Na to želimo otroku v prvih letih življenja nekako naše odzivanje, naklonjenost, povezanost
narediti tako varno, pa samoumevno, da iz tega poj ven ta neodvisnost začne rasti. Da na otrok si takrat reče, šel bom ven v svet, ker vem, da boš ti tukaj. Se pravi, res pride želja po raziskovanju, po samostojnosti, po neodvisnosti, čist neka notranja motivacija pač to postane. Zaradi tega, ker imam zavedanje, da je to predvidljivo, da je to pač samoumevno, da si ti tam. In zato je, mislim, danes trenutno imamo ful teh polemik, ali trenirati to otroško spanje, pa dojenčka, pa jih navajati že od štarta na samostojne posteljice, ali drugo pot, ali tretjo. Jaz sem priznam, da tukaj pristranska, tako zaradi pač strokovnosti, zaradi tega pač zaradi vseh informacij pač znanstvenih, strokovnih, ki sem jih pač dobila, kot tudi zaradi pač svojih osebnih izkušenj, da če imate možnost izbire, dajte otroku omogočiti, pač da prva leta pač počiva v tej varnosti, ker jaz imam zdaj 2 otročka, ki gresta sama spat. Jaz tega, ne vem. Koliko stara? 5 pa 3. Wow. Ja. Če bi lih par dni nazaj sva se z Maticem, pač, ker greš tja, zaželiš lahko noč in jaz sem rekla Maticu, a si ti predstavljaš, da bi 2 leti pa pol nama en rekel, da bo vas pač prvorojenko, ki pa je temperamentno, pač taka, da je pa rabila več teh potrjevanj, da bo ona to zmogla, pač meni je to res tako lepo videti, tako lepo gledati. In nimamo ni teh dinamik odhodov iz sobe in vode in lulat in žen, ampak se res pač počuti varno. Kako ti je to uspelo? Kako vam je to uspelo? Kaj bi rekla? Zdaj, če bi naredila samo analizo tega procesa, kje so stvari, ki... Ne vem, če bi šla v to, ker takoj, ko gremo tako strokovno gledano na seciranje individualnih izkušenj, mislim, da ni fair do drugega. Ok, kako bi bilo fair na to gledati? Kaj bi nekako lahko iz tega ven potegnila, kar bi ljudem vsakmu koristili? A je bil tvoj pristop do nečesa? A je bila tvoja nekako mogoče zmožnost umiritve, ko se dogaja rutina spanja? Kaj bi tako rekla? Nekaj površinskega, ki ni zdaj lihuno, to naredite pa bo ziher v redu, ampak tako, intuitivno. Ja, jaz bi rekla, tako bi opisala. Se pravi, zelo sem hvaležna, da sem še poleg širokih, strokovnih in teoretičnih znanj, kako pač otroka pospremiti v spalno neodvisnost, da sem se lahko podprla še z osebno individualno izkušnjo pač tega. Da je, se pravi, zavedanje, da so otrokove potrebe realne in da so pač okej, da je okej. Se pravi, da jim ne kontriramo, da nimamo idej, da so napačne, da zahtevajo preveč, premalo, ampak da je okej, če verjamemo, da naš otrok zna biti ta otrok, da ima te potrebe in ko se oglasimo na njih, da je to pač prava pot. Tako da sem vesela, da imam tudi se pravi, osebno izkušnjo, predvsem pa pač, da obstaja pa milijone in milijone pač strokovno, znanstveno pač pogledanih pa ocenjenih pač teh dinamik, da je to pač tako najbolj fletna pot. Super, hvala ti za te iskrene odgovore, pa da tudi, če nekaj ne želiš pač komunicirati, da to tudi poveš. To se mi zdi ful zdravo in tako da bravo za to. Zdaj, zanima me mogoče ena druga stvar povezana z otrokovim odraščanjem, pa bi šel malo naprej po starosti, torej zdaj sva nekako mogoče bolj se fokusirala na te prva leta otrokovega odraščanja. Kaj pa pol, ko otrok začne nekako razvijati, mogoče se bo malo grdo slišal, ampak te manipulativne sposobnosti. Torej, da pa nekako tebe začneš študirati in čisto po naravi je to, proba, da zdaj ti namesto njega delaš stvari ali pa da, a veš, ni zdaj več te toliko potrebe po samostojnosti, pa že kar malo švercanja, tam pri 5-6 letih recimo. Kako pa se v tem obdobju kot starš vest in kaj se ti zdi pomembno, da kot starši takrat delamo, da je dobro za otrokov razvoj, nadaljnji razvoj, zdaj po tej mogoče prvi fazi? Se pravi, bom tako začela. Otrok se uči preko 2 kanalov. Prvi kanal je poskus napaka, drug pa modeliranje. Se pravi, manipulacija
Eni pravijo, ja. Vidim, kaj greš. Se malo boli, ampak Ja, mislim, manipulacija je del nas, ljudje smo. Manipuliramo. Tudi če učitelj želi biti dober učitelj, mora biti prokleto dober manipulator, ker manipuliraš z otrokovo radovednostjo, z otrokovo skrepenenjem. Tako da manipulacija ni, nam rekla, malo me zaboli, ko to rečem, ampak ni po defaultu slaba, ampak ja, ni po defaultu slaba in je pač del nas. Zdaj otrok, več, ko ima on možnosti pač opazovanja manipulacije, prej se bo to pojavilo. Ker eni otročki res začnejo že zelo zgodaj pač poskušati z neko čustveno manipulacijo. Ker pač so to modeli, ki ga vidijo pač v nekem okolju, širšem pač družbenem okolju. Drugo kot drugo pa pač učijo se s poskus napaka. Se pravi, poskušajo in čakajo na odziv in čakajo pač kakšno izkušnjo jim bo to preneslo. Tako da, ko otrok, ko vidimo, da proba manipulirati, pogojevati, karkoli, je pač ok, da si rečemo, levala po možgančkih, super, še ena stvar se je odklenila, ampak pač pomembno je, da jaz ostanem nedotaknen v smislu, zdaj, da ne vzamem tega osebnega v smislu, patološkega, ne vem, kaj imam za otroka, ampak pač, da otrokom tam držimo, pa postavimo mejo, pač, ker običajno mejo želijo premikati z manipulacijo, kakršnokoli mejo in spet pač postavimo in držimo to mejo. Ok, ampak to držanje meje, kje je zdaj meja držanja meje? Če veš, kaj hočem povedati. Torej, koliko časa dejansko vztrajamo pri svojem in kdaj otroku popustimo? Ne vem, hočem gledati risanko v avtu, ki se nekam recimo voziš na neko daljšo pot, 6-7 ur traja. Hočem gledati risanko. Kako bi tukaj postavil mejo otroku, da ne bo zdaj gledal risanke? Kaj bi ti naredila v tej situaciji mogoče? Mislim, najprej ta informacija pomembna. Otrok se bo boril, dokler je, rečemo, tvoja energija tako sporočevalna, da otroku da vedeti, da je še manevrski prostor za boriti se. Se pravi, tvoj odgovor ni še dokončen. Nek dvom je tudi najbrž v tvojih besedah. Tvoja neverbalna komunikacija mogoče sporoča ne tisto sidro, o kateri sva prej govorila. Se pravi, oprosti, ker sem te prekinil, ampak bi v taki situaciji bilo najbolj, da moški oziroma oče pove. Kamot oče? Tudi mame pač zmoremo to. Ne pravim, da ne zmorete, ampak se mi zdi, da tukaj je vloga očeta, tako jaz intuitivno vidim doma, da probava pri mami, pa mogoče se zdaj še ne pozna toliko, ampak imam tako nek občutek, da me kar malo počas kliče, da se bo moja vloga zdaj tukaj pojavila, da pa jaz stopam v sobo, da takrat pač se ve. Ja. Zdaj pa dost. Ja. In da kot oče moram žrtvovati to nežnost, pa crkljanje, pa to tudi, če imam punčko, zato, da jaz nisem pač v situacijah njen zaveznik, ampak jaz sem tukaj zato, da... Zaščitnik družine. Tako, zaščitnik družine in za družino rabimo to. Ja. Da takrat se more oče javiti in da tudi eni očetje se kar malo v pasivo dajo, pa pustijo, da mama, ker je mama več z otroci in otroci več mamo poslušajo in jih mama uči. In tudi v takih situacijah so kar malo bolj tiha. Mogoče tudi, ker ženska njih do neke mere komandira. Definitivno. Mislim, jaz v tisto hardcore dvotirno vzgojo v smislu mama ljubi in oče vzgaja in kaznuje, no go. Pač danes vemo, da zmoremo vsi obe stvari naenkrat. Jasno pa, da že sam pač zaradi biologije neke stvari pridejo ful bolj spontano. In kakor si rekel, zate ta persona biti zaščitnik družine, biti gazda, za mamo pa najbrž pač ta nežnost. Ampak nisem zdaj nek partnerski terapevt, ampak ne želimo pa si predajati, se pravi, to je tvoje delo, to pa moje delo. Naj se povezuje, ampak čisto ok je, da pač ti stopaš takrat pa... Vse to, kar si zdaj rekla, mogoče je lih v takih situacijah pomembno pogledati odnos, ne toliko relacija otrok, oče, otrok, mama, ampak starša, a veš, kako pa one dva drugega pred otrokom opolnomočita in kolikrat drugega pred otrokom mogoče zaničujeta ali pa, a veš, da recimo, bom dal primer, ni nobena lastna izkušnja ali pa karkoli, da moški reče, a mi prineseš prosim kozarec vode, ženja ne, sam si ga pejti iskat.
Veš, kaj otrok tukaj vidi? Otrok tukaj vidi, da je mamica očiju pač rekla ne. In zdaj, ko bo oči prosil otroka, a mi prineseš, prosim, tiste robčke iz omare, sam si jih pej tiskat. Se bo mogoče igra, ampak že z odnosom med staršem, jaz mislim, da otroku ogromno pokažemo. In kolikrat oči mamico objame. In kolikrat otrok pa pride zraven, naša ta mala, to je zdaj nekaj meni najlepšega. Ona oba naenkrat hoče držati, da smo mi glave skupaj. To je meni toliko lepo. Veš, ampak tudi jaz poskrbim za to, da Ano doskrat pred njo objamem in mamica moja, mamica. Ne? Mali zoveš to, ne ljubosumje, ampak tako jaz bi tudi, ne? Tukaj se nekaj lepega dogaja. Ja. V bistvu vajen odnos je tisto, kar bo ona iskala. Se pravi, to bo njena norma. Ona bo nekako ti s svojimi odzivi postavljaš, kaj je za njo okej. In je pomembno pač, da imamo visoka pričakovanja do sebe. V bistvu na vseh področjih. Jaz pravim, da otroci pridejo na svet s praznimi platni. Z eno veliko slikarsko torbo, polnemu praznimi belimi platni. Sploh na področju odnosov. In mi slikamo, kaj je tisto, kar je prav, kaj ne. Recimo ta večna dilema, a otroka silt pa spodbujati k upravičevanju ali ne. Ali je prav, da otroku rečemo, zdaj se pa upravič, ker se mu je vzel igračo. Glavno, se pravi, otrok, tisto, kar se bo naučil, so modeli. Kolikrat on vidi ta intimna dejanja, upravičil, kakšne odnose on vidi, kako se njemu kdo upravič. Se pravi, kako se tudi ti mogoče hčerki upravičeš, kaj zafrkneš. Sorry, to res ni bilo. Ne vem, zaupiješ na njo. Ni nič na... Ja, ni narobe, če kdaj zaupijemo otroka. Pomemben je, da se popravi to. Da pridemo pa rečemo, oprosti, ker sem zaupil nate, ne želim upiti na druge, To ne pomeni, da smo kaj manj materinski oziroma dobri, starševski, zreli, da smo zdaj šibki. To ne pomeni, da smo šibki, to sem hotela reči. Ampak vsi ti, kako mi živimo odnose, otroku slikajo platno, kaj je tisto, kar je norma v vsemu. In prideva do neke točke, kjer pa zdaj otrok nekako gre v to samostojnost tudi na koncu dneva. Ajde, kako so že rekla prej? Namesto samostojnost. Neodvisnost. Ja, ko gre po tej poti neke neodvisnosti, rečeva, da je to, ne vem, šola. Ne? On zdaj gre pa neke druge modele gledati. Kako jaz kot starš v teh obdobjih, ko otrok nosi domov druge modele, poskrbim, da on ve, da še zmeraj mene upošteva kot avtoriteto in spoštuje, nočem reči bolj kot ostale, ampak da sem jaz za njega še vedno tata mata. Avtoriteta. Tako da ne pride zdaj do tega, da zdaj pa jaz več vem, kot ti, ker sem šel tja, pa so tam rekli drugače. Kaj nekaj kot starš lahko dobro delam, da tudi v teh situacijah znam odreagirati? Tisto, kar z gotovostjo vemo, da res doprinese dinamiki odnosov v najstništvu, je povezanost. Ker v najstništvu pa ugotoviš, da z uporom voditi ne moreš. In kdor je pač zgodnje otroštvo prefural oziroma vzgojo prefural z nagradami pa s kaznimi, se pravi s prisilo, to bo tako zato, ker sem jaz rekel, da bo se mu v najstništvu pač začne podirati, ker otrok ne najde povezanosti v družini, v očetu, v materi, jo potem začne iskati drugje. In običajno ne iščejo v dobri družbi, ampak pač v slabi, tam, kjer so še drugi izgubljeni povezanosti. Tako da to je pač pomemben, da delamo na tej povezanosti pa na spoštovanju. Da imamo kot družina spoštljiv odnos drug do drugega. Kako pa komuniciraš z otrokom in kdaj tako komuniciraš na nekem racionalnem nivoju te stvari? Ko sam izkaže zanimanje, verjetno. Ja, najbolj. Se pravi, odgovarjati otroku na vprašanja. Pred 7 letom vemo, da večina stvari gre preko igre, pretvarjanja, pač tam pridejo vsa spoznanja. Po 7 letu je že več te analitičnosti, logičnosti, razumevanja, tudi interesa za to. Ja. Ena stvar, ki se mi zdi, da se je s tem, ki je tudi družba ratala malo bolj mehka, pa se je mogoče ta
bolj leva mentaliteta sprejemanja, vse je ok, vsi lahko delamo, kar čmo, a ne, začeli razvijati, bolj je nek stavek, ki ga jaz tudi v poslovnih vodah ne maram in ga nikoli ne bom, zato ker sem jaz tako rekel, a ne, da šef recimo reče. Pri vzgoji se mi pa zdi zdaj to nekaj tazga, kar bi si sam želel, da ostane. Pa me zanima, kako boš ti videla to situacijo. Torej, jaz ne rabim tebi kot otroku vsega v potankost razlagati, zakaj sem se jaz tako odločil, dovolj je, da ti kot foter ali pa mama, čisto vseeno rečem, zato ker sem jaz tako rekel. Kako ti to vidiš? Jaz mislim, da je zdrava mera tega zelo dobrodošla in zdrava. Okay. Je pa tukaj, klemamo, rečemo, tako bom začela, karizmatično avtoriteto pa pozicijsko avtoriteto. To so sicer politični izrazi, mislim, da. Pozicijska avtoriteta je, se pravi, jaz sem na poziciji avtoritete in tvoja naloga, tvoja dolžnost je mene spoštovati. Karizmatična avtoriteta pa ljudje sledijo tem avtoritetam zaradi tega, ker se počutijo povezane z njim, zaradi tega, ker je neka karizma, neka povezanost, neko razumevanje. In ko je starš v karizmatični avtoriteti, se pravi povezanost z otrokom, smiselnost, vzor, neka skupna točka, takrat je čisto okej in je sprejemljiv in bo otrok tudi sprejel, ko ti rečeš ne. Te stavki, moja naloga je poskrbeti za tvojo varnost, tega se ne bo dela. Ni treba argumentov. V bistvu, ko postavljamo meje otroku, pa ko držimo meje, sploh če so otroci zelo vznemirjeni, takrat ne želimo dajati pojasnitev, ker pojasnjevanje vodi k pogajanju, vedno. Ok, ne vem, da otroka kasneje vprašamo, kaj je ven iz čustvenega izbruha, ne vem, a razumeš, zakaj sem te odnesla iz trgovine, a te kaj zanima. Pa naj takrat pač pride dinamika pojasnjevanja. Sicer pa takrat, ko so otroci vznemirjeni, takrat, ko ne zmorejo sami, pa naj bo to pri 2 letih, 6 ali pa 16, da mi stopimo v tisto, česar oni ne zmorejo in takrat cenijo, takrat, ko je vzpostavljena karizmatična avtoriteta, torej spoštovanje drug do druga, takrat bo otrok hvaležen z vsem svojim bitom, da zmore starš stati v temu, ne zaradi tega, ker sem jaz tako rekel. In do neke točke pol otrok začne videti v staršu, ne glede na svoje izzive, ki jih ima, vedno videti neko varnost. Varnost, ja. To je najbolj pomembno v bistvu. Ne? Kako pa z otrokom skomunicirati nevarnost? Torej, kako otroku dati vedeti, a veš kaj, zdaj ti bom vprašal, kako otroka pustiti, da pade, še zmer pa zagotoviti, da ne bo toliko padel, da se iz tega ne moreš več pobrati. Torej, postavljanje meje, ampak še zmeri dopuščanje temu, da so gipsi na rokah, da so modrice. Ta se mi zdi taka. Tako včasih je bilo ful več tega. Zdaj se mi zdi, da so vsi bolj ne ovatke zaviti, pa telefončki, pa, a ne. Kako poskrbeti za to, da bo otrok še zmeri doživel mogoče to igrivost, pa ne bo toliko ustavljanja, ne tega delati, ko v špadu, ne tega gor plezati, ko se už razbol. To je eno od tistih področji, ne, ki je nemogoče jih popravljati za nazaj, ampak pa je ful pomembno, da od štarta pač štekamo. Mi daš prosim sam vodo. Sorry, vse sem čez spila. Da že od štarta štekamo, da otrok potrebuje boleče izkušnje. Da otrok, ki se, ne vem, dvigne na kavč oziroma prvič se postavi na nokce, ja, da lahko da bo padel v rikvercu znak. In da mu ne lepimo blazinc pa polštrčkov zadaj. To sem videl, stari. Ja, mislim, res grejo stvari, saj vem, da je dobro namerno, ampak majčkeno čez pač mejo tega pa ne pomislimo, kaj prinese to otroku. Kakšno nezaupanje samemu sebi bi otroku, ne bom rekla invalidnost, ampak ja, na nek način pač to, če mi mislimo, da ne zmorejo, pa bojo tudi sami sebi temu, bojo sami pač to verjeli. Bo to njihova identiteta, ne zmorejo. In od štarta pač pustiti padce, ne vem, pogledati drevo, ne vem, 5-kratnik višine, pismo, če kle dol rukne, kle pa že imamo hospitalizacijo, tako naprej, kle bom pa rekel, dol to ni varno, ja, pa hočem, gun drevo, kaj 2 metra nižji, tja pa vka. Karkoli. Ampak sicer pa pač pustiti, pa se zavedati, da bojo zafrknili, da bojo ogromnokrat zafrknili. Zafrknili v smislu slabih odločitev, slabih posledic, poškodb, da ni druge poti. Ni druge poti.
Ne moramo jih zaščititi pred tem svetom. Ne moramo. Ampak tudi, da jih ne obsojamo, ko Ja. pride do tega, da ni tega, sem ti Ja. rekla, da je vpadel. Ja. Ker to je To pa mi je ugabno. to je pa to, kontra neodvisnosti. A ne? Ja, Se pravi, ker človek oziroma starš, mama, kdorkoli takrat sporoča, odvisen si od tega, da ti jaz povem, ali je zate varno ali ne. Odvisen si od mene. Ti sam ne moreš preceniti, ali boš sfural ali ne. Ti rabiš mene za to. Ja. Pri nas doma smo imeli, kaj ta mala začela hoditi, a ne, pa tukaj moja mama imam jaz najrajš na svetu. Tako. Ljubim do konca vesolja, pa nazaj. Ampak, kaj pa ta mala začela hoditi in sem jaz videl moja mami, ne babico njeno, kako hodi za njo, z rokami, sem jim pa tako, mami, ni šans. Ni šans, da boš to delala. Sorry, se vem, da dobro hočeš, da jo imaš rada, ampak ona bo padala. Če moraš strangljati, strangle. In ko pade, ne mi ne delite mi tega. A ne, sej ozavestiš, pustiš tudi, da se zgodi, ok, ampak vedno provam jaz pol to skomunicirati. Ja. Jaz sem si rekel, lej, ona bo padla. In kar imamo zdaj foro, ona pade in naredi in gleda, ali Pogleda, kdo Ja. paniko In naredi, jaz sem noben zraven, pa ni panike. kar ostani, se zmoreš in se smeji. a Ne? In veš, jaz sem ji večkrat že o tem, in to tukaj pa velika zahvala Sari Isakovič, ki je Aha. bila pri meni na podcastu, zaradi te njene besede, ki mi je rekla, zmorem. Zmorem. Moja ta mala je tokrat slišala zmorem. Zmoreš. Od kar si je rodila. Tudi takrat, ko sploh ni vedela, da je glas moj, kakorkoli. Ona je že takrat poslušala zmoreš. In jaz si zdaj govorim, zmoreš. Ne zmoreš sama, zmoreš vse sama, ampak zmoreš. Ja. Lahko ustaneš, lahko daš nogo ven iz kleke, si se zapletla, zmoreš. Saj ti bo oči pomagal, če boš rabila, ampak zmoreš. Zmoreš sama. Točno to. Zmoreš težke stvari. Zmoreš tudi težke stvari, tudi to zmoreš. In zdaj recimo zobki po noči. A veš, kaj joka, kaj ta res jok, kaj jo vzamemo na roče in je nazaj odriva, itd. Tudi to boš zmogla. Ja. Tudi to boš zmogla. Bom Jaz ne imam, ona mene sliši. Energijo dobi. Energijo. Energijo faše. Točno to. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Sej, pač neverbalna komunikacija je ful močnejša kot verbalna komunikacija. Ja. In sej besede pač ustvarjajo tisto, kar mi tudi neverbalno povemo. Ful dobra tematika. Ampak, ali pa obratno. No. Ampak, Ja. Tukaj da tudi pri postavljanju meja, pri odzivanju na otroka. Tihka stvari, ne vem, poveš čist po učbeniku, a na ko boš otroku postavil mejo, ne vem, ampak če ti prihajaš z eno permisivno neverbalno komunikacijo, ne bo nič drugače. Pač neverbalna komunikacija v 80% pač pravijo, da fura pri otrokah naj bi še več, ker morajo pač not prinesti manjko pač bogatega jezika, besednega zaklada. Sorry. All good. Ampak ja, neverbalno je tisto, kar v resnici pač tamo tudi. Ja, in evo, klep primer, zdaj gremo mi na Tajsko s familijo, drug teden letimo, za mesec pa pol. Fenomenalno. A veš, in ti kdo tako reče, ta mala je stara let pa 2 meseca, kva bo imela od tega? Vse se novnec spomnila. Pismo, spomnila se bo občutkov. Točno. Spomnila se bo, da je bila vsak dan s tatijem pa mamico, cel dan, mislim, valjda, vmeh, normale pa vse, ne? Ampak jaz vem zase, da ko se jaz omaknem iz delovnega okolja, jaz imam toliko večjo kapaciteto dati, toliko večjo kapaciteto videti, kar je najbolj pomembno, in zato se tega toliko veselim. In ja, sej, a veš, jaz pa folk tako malo za šalo, malo za res rečem, sej, to greva jaz pa Ana, ta mala gre sam zraven, ker jo pač ne morava kle pustiti. Mi da greva zase, ja, veš. In je folk tako, zakaj vse kar naenkrat delaš za otroka? Ja, točno. Kaj fora? Pa pusti otroka, da je zraven, sej nje vse in kje smo mi. Ona je važno, da ima tatija mamico, da je previta, da je sita in to je to. Hvala lepa, čau. Njo briga, smo mi v Egiptu, a smo mi v Skandinaviji. Lej, poskrbte zame, da mi bo toplo, da sem sita, da sem previta in to je to, a ne. In kle se mi zdi, da veš, je z nekim vzorom lepo kazati tem dvomljivcem, ja. Kakorkoli bi rekel, ne. Sej lepo, da imate svoje mnenje, ampak ste probali. Veš, zato bova kamero vzela sabo. A res? Ja, ker je moja rekla, da si želi mal tega vlog vibe, Ja. pa sem jo vprašal, zakaj bi to rada delala Ana. In je rekla, zato ker bi na ta način rada pokazala ljudem, da to ni tak bav. Da se tudi z otrokom lahko gre, ker vem, koliko meni to lepega da in bi
rada vsem ljudem prvoša, da imajo tako izkušnjo s svojim otrokom pa partnerja. Ne. Jaz sem bil tako, kar ko rabiš. Tako da zdaj gremo na bavo še mikrofoni, da te zadeve, da bo to izgledalo proper. No, bom z veseljem malo pospremljala. Sem si dal pritiske. Sem še klepo. Ne. Jaz mislim, da tisto glavno spoznanje, ko otroku ostane od takih potovanj, je svet je lep. Svet raziskujem in svet, kontra temu je pa svet je nevaren, svet je poln nerazumevan, svet je grd, svet je samo pač ta moj mehurček je okej. In s temu pa ali gremo v Prekmurje, ali ne glede na finančne sposobnosti, karkoli pač. Je pomembno, da otrokom dajemo izkušnje tega, da je svet lep, da so kulture, da je drugačnost, da je razumevanje, da je to tisto, kar bo pač edina stvar, ki nas bo obdržala tukaj konc koncev. A veliko potujete? Ne, mi pa še ne toliko. No. Pa imaš to željo? Jaz sem bolj, jaz sem težko nazaj tršim, ja. Moj mož ima travmo z letalom. A res? Tudi eno zelo slabo izkušnjo, tako da jo zdaj tako tudi s pomočjo malo probamo pač presešti, da bi se nam odprla ta vrata. No. Sicer pa... Lahko te povežem z enim človekom, ki na tem področju zelo dobro dela. Hipnoza? Ne. Čist na nivoju občutkov. Vsem podcastom imam z njim veliko, Matej Turk, ja. Čist na nivoju občutkov dela z ljudmi in kakor slišim, kakor mi ljudje povejo, je v tem zelo uspešen. Lahko si pogleda kakšen podcast z njim, 3 imam, ne več, 7 jih imam že z njim, po moje, pa mogoče najde kakšnega, kjer se dosti o tem pogovarja. Prva epizoda je taka, prva epizoda podcasta, čista prva, ja, je bil on. Ja, tudi jaz sem z njim veliko delal, se naučil dosti v praksi, kaj pomeni samo opazovati, ne dajati nalepk čustvom, občutkom, ampak jim samo pustiti, da so. In tako tudi strah in te vse travme, ki pridejo. Na koncu dneva so to zgodbice, ki te vlečejo stran, da bi se soočil z občutkom in te peljejo v glavo. In kaj enkrat ti začneš biti samo z občutkom in pustiti, da se stopi, takrat pol rata laži. Tako da mogoče bi bilo koristno. Ok. Dobro, bom pogledala, res. Komod. Imela zdaj lepo vožnjo do doma. No, evo, pa če boš v bistvu ga lahko sama kontaktiraš, pa meni napišeš, pa bom jaz napisal, da ga boš, kakorkoli. Če boš začutila. No. Ja. Hvala. Z veseljem, veš da. A je še karkoli tazga, kar se mogoče nisva dotaknila, pa ti misliš, da je pomembno, kar se tiče zdaj ali vzgoje, ali skrbi za motoriko, ali karkoli. Ne. Ja, mislim, da sva ful obdelala, no. Ampak tako glede na to, da vsakega strokovnjaka, specialista, kakorkoli to vprašam, ker včasih mi je pol žal po podcastu. Zakaj se nisem o tem pogovarjala? Ja, absolutno, ko bom šla gledat, se ti kaj javim z ene par A4 A4 formatom, kaj bi ti še dodala, to zmer prija. Ampak zdaj, da bi mi pa kaj na misel prišlo zdaj, da je kaj pomembno neizrečenega, pa ne. Ok, super. Če bo preveč tega, še eno epizodo naredila, pa bo. Me zelo zanima, kako bojo ljudje sprejeli to. Vesel bom komentarjev od spodaj, tudi ti verjetno. Ja. In da vidimo, kaj je uspel tukaj zagugati. Jaz bi si ti res iz srca zahvalil. A sva mi to že fertik? Mi sva proti fertik, ja. O, Marija. Zakaj? Jaz sem feeling, da je 20 minut traja. Koliko cajta je? 1:45 le zdaj. Okay. Se lahko nadaljujeva, če hočeš. Ne. Res, ta občutek za cajt, ja. Pozabil sem tvoj priimek. Aha, dobro vprašanje. Ker ga moram izgovoriti. Zdaj je Cvetko. Sicer ja, pojavljala sem se dolg časa pod Barbie Završnik. No, se to. To je zdaj begajoče. Ker jaz sem mislil, da imam Barbie Završnik, potem sem pa videl, da je Barbie Cvetko. Sem mi tako, čaki, a je ta prava? Ne vem, pa moje, da je. Ne? Se pravi, ja, jaz sem par let nazaj, ko sem menjala stalen prebivališče, sem prišla do Matice, pa sem rekla, zdaj pa dosti, pač jaz sem zdaj, okej, če sem jaz tudi Cvetko, ker mi je glupo, da kličem, ja, dober dan, kličem za ime otroka, in poj se to kar ne ujema in sprašujejo. In on tako, ja, seveda, evo, gorenjska poroka rešena. Gorenjska poroka. Oženjena uradno nisva, sicer sva imela nek pač svoj tako intimen midva obred, tako da so zmenjena, da sva poročena, ampak pa včasih on, ne vem, jaz kličem pa pravim, ja, bo še mož sporočil.
Pon kliče pa prav, ja, moja punca in so tam čez zbegan, matic še nič si na vlak. Se je tudi ti na začetku rekla, mož, partner, partner. Jaz mislim, Tako, da bi bilo okej. fajn, da bi šli tudi mi za 14 dni, 3 tedne na Tajsko, pa da tam še uradno zrihtamo. Nekaj utrebov na isto stran prijatelji. Matic gotov si, če tole gledaš, ko tole gledaš. Nimaš kaj, tako je. Ja, ok, Barbie Cvetko. Ja, in sem takrat preimenovala, pa je bil pa prvoten plan, da jaz na družbenih omrežjih in v javnosti ostanem Završnik, da je to neka persona, ki se tam pojavlja. Barbara Cvetko je pa pač čist moja, je pa čist pač intimna. Ker sem pa slikanica ven dajala, ki je pa res pač tako pomemben del. Veliko časa sem ji posvetila, veliko truda, pa nisem mogla Završnik gor napisati, zato ker je ni več. In sem pa Barbara Cvetko. In zdaj so vsi zbegani, vse sem zbegala, zdaj Završnika je Cvetko. Zakaj pa nisi oba priimka pustila? Ne vem. Že z tem Završnik se spomnim, da sem zmer tako dolgo cajt pisala, kamor sem napisala. Barbara Završnik Cvetko. Ja. Se slišiš kot neka umetnica že. Še to tri, ne, da je No, vse to, ja. spet vse Ne, hudo. Hvala ti ful za tole darilo tudi. Bomo dali, a to prodajaš tudi? Ja, Je v prodaji. tudi. Bomo dali od spodaj pod opis epizode vse linke, Najlepša hvala. mi boš pošerala, Ok. oziroma kar dari. Ona itak pol to vse Ok. naredi. Pa če je še karkoli tazga, kakšna spletna stran, karkoli drugega, bomo dali od spodaj. Profil na Instagramu je pa itak tale Hiša Firpca. Hiša Firpca. Ja, se sem videl, imaš kar 35k Ja, followerjev. se kar Ful nabral. dobro. Lepo. Noč, Barbara Cvetko, Završnik, kar češ. Hvala ti res za tale pogovor. Hvala. Verjamem, da bo kdo kaj potegnil ven. Se počutiš v redu? Good. Ja, super se počutam. Odlično. Res, sva odprla tisto vlogo, pa tisto temo, tisto škatlo, ki mi je najbolj ljuba, tako da res fajn. Z moje strani pač res odhajam taka žareča.